Današnjo oddajo aktualno namenjamo čipkarstvu. Evropa je pred dnevi zaščitila idrijsko čipko, kar pa odpira številna nova vprašanja. Bo torej z novo zaščito klekljana idrijska čipka bolj cenjena ali pa je to le edini izhod za ohranitev te tradicionalne obrtne spretnosti? Na to in še druga vprašanja ve odgovore gospa, ki je pripravljala dokumentacijo za evropsko zaščito in ki ima v tednih pred tradicionalnim festivalom idrijske čipke seveda polne roke dela. Metka Fortuna, vodja čipkarske šole Idrija, pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji. Dober dan. Slovenska tiskovna agencija je pred dnevi poročala takole. Evropski urad za intelektualno lastnino je 28. maja 2026 registriral idrijsko čipko kot prvo slovensko geografsko označbo obrtnih in industrijskih izdelkov na ravni Evropske unije. Konec navedka. Povejte nam, zakaj je ta novica tako pomembna? Zato, ker se zaščita geografske označbe idrijska čipka razširja iz območja Republike Slovenije na območje Evropske unije. In kaj je pravzaprav pri čipki tako pomembnega, da si zasluži tako evropsko zaščito? Da smo do tega prišli, je pravzaprav pomemben čisto vsak korak iz preteklih stoletij, ki je povezan s klekljanjem. Od anonimnih klekljaric, ki so vztrajno klekljale, pa do vseh, ki so skrbeli za organizirano izobraževanje klekljaric, lokalne skupnosti, ki klekljanje podpira. Prav vsi deležniki smo v tem postopku pomembni in vsa ta kontinuiteta dela na kakovosti idrijske čipke, na ohranjanju njene prisotnosti v vsakdanjem življenju, v izobraževanju, vse to je ugled, na osnovi katerega smo v bistvu zaščito na ravni Evropske unije lahko gradili. Se je zaščitilo, tako bi rekel, samo dobro ime, blagovna znamka, ali so se zaščitili tudi postopki, so se zaščitili, sistemi bul, papircev in tako? Vsebina zaščite v bistvu ostaja enaka, le razširja se na širše, le zaščita se razširja na širše območje. Pri zaščiti so pomembni tako tradicionalni materiali, tradicionalni postopki, kakovost izdelave in pa seveda območje, geografsko območje, na katerem je bila čipka sklekljena. Mislim, da leta 2000 je Slovenija že zaščitila na območje. Slovenija pravzaprav to idrijsko čipko, ne govorim narobe, popravite me. Ja, oziroma zaščita je veljala na območju Slovenije. Dovoljenje za uporabo oznak geografske označbe idrijska čipka pa je omejeno na ožje geografsko območje. Se pravi Idrija z okolico, tako približno. Občine Idrija, Cerkno, Horjul, Dobrova, Polhov, Gradec, Ajdovščina, Kanal, Logatec, Nova Gorica, Tolmin in Vrhnika. Okrog 350 dovoljenj je bilo izdanih za uporabo te zaščitene, bi rekel, znamke. Za uporabo oznak geografske označbe, da. So klekljarice tako se pogosto prijavljale v ta sistem? Od leta do leta različno. Aktivnih je sedaj preko 200 klekljaric, ki imajo po starem, bom rekla, ki imajo veljavno dovoljenje za uporabo oznak na območju Slovenije. Kako bomo to prenesli na uporabo oznak na področju Evropske unije, vam pa v tem trenutku še ne znam odgovoriti. Bo ta sedaj, bi rekel, slovenska označba bo umrla, se bo izpela ali bo ostala? Ne vem. Te postopke moramo še poglobljeno predelati z Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino, pa pričakujemo tudi usmeritve iz strani Urada Evropske unije za intelektualno lastnino. Klekljarice, ki so imele do sedaj, bi rekel, ta certifikat, so lahko imele tudi take obešanke, s katerimi so lahko opremljale svoje izdelke. Bo to ostalo? Bodo sedaj neke nove obešanke? Oznaka idrijska čipka ostaja nespremenjena in bo še naprej v uporabi. Kakšna je vloga čipkarske šole pri tem? Mislim, da zelo velika. Jaz vedno pravim, da je delovanje čipkarske šole v Idriji v bistvu steber celotne zgodbe o idrijski čipki, seveda v sodelovanju z vsemi ostalimi pomembnimi deležniki,
Namreč ravno ta kontinuiteta delovanja čipkarske šole, vzgajanje vedno novih generacij, skrb za kakovost idrijske čipke so tudi v teh postopkih imeli pomembno vlogo. Če mi ne bi imeli dediščine, če ne bi imeli objektivnih materialnih virov, na osnovi katerih lahko gradimo kakovost idrijske čipke, potem ti postopki ne bi bili izpeljani. Dobili smo tudi informacijo, da je bil postopek za registracijo geografske označbe idrijska čipka eden izmed najhitrejših v sedanjem registriranju na področju Evropske unije, ker smo pač imeli dovolj materialnih virov, dovolj dokazil, da smo te postopke kakovostno izpeljali. In ste se dobro pripravili na to najbrž? Ja. Intenzivno delo pri pripravi dokumentacije je potekalo v tesnem sodelovanju s predstavniki Urada za intelektualno lastnino, za kar se jim na tem mestu tudi zahvaljujem. Pa še nekaj bi povedala, od kolegov iz drugih evropskih držav sem dobila informacijo, da so za to vrstno pomoč uradom plačevali pristojbine, no naš slovenski Urad za intelektualno lastnino je to opravil brezplačno, kar je tudi velikega pomena. Intenzivno sva z njimi sodelovali predstavnici odbora za označbo porekla idrijske čipke, gospa Andra Marinko, pa jaz v sodelovanju z njo. Kako pa skrbite za prenos znanja med generacijami? Starejše generacije odhajajo, mladina konča čipkarsko šolo. Je tukaj kakšno vrzel ali se to naravno prenaša? Nimam podatkov, koliko se klekljanje v družini še neposredno prenaša iz generacije na generacijo. V čipkarski šoli pač imamo strukturiran potek izobraževanja z učnimi načrti za otroke in mladino, ki dokazljivo dajajo dobre rezultate. Skrbimo pa tudi za izobraževanje odraslih, kar nam sicer ne bi bilo potrebno, vendar se vsi zaposleni zavedamo, da je to za obstoj idrijske čipke izjemnega pomena in zato delamo tudi, bom rekla, več kot je potrebno, veliko več kot je potrebno. Naprimer, glasbene šole se soočajo s tem, da se otroci v teh letih manj zanimajo za pouk inštrumentov. Občutite morda tudi v čipkarski šoli manj zanimanja za klekljanje? Zadnjih 15 let tega na srečo ne občutimo. Jaz vem, da se učiteljice zelo trudijo, da otroke animirajo. Zahvaljujem se staršem, ki otroke podpirajo pri klekljanju, tako da na srečo se s tem ne srečujemo. Koliko otrok imate v tem šolskem letu? 400? Ne, 509. 509. Vendar ne samo v Idriji, ampak na širšem območju. Na vseh oddelkih, na vseh lokacijah, kjer čipkarska šola Idrija deluje. Koliko učiteljic? 6. In to vse gospe zmorejo? Da. Pogumno. Zelo pogumno. Kaj ogroža čipko v prihodnje? Kaj jo ogroža? Veliko klekljaric je že v zelo zrelih letih. Tok življenja je tak, da pač imajo v določenem obdobju življenja prednost druge vsebine in običajno se pri čipki pokaže, da se klekljarice vračajo k klekljanju, potem ko jim otroci odrastejo, ko pač iščejo zaposlitev za sebe, za izobraževanja za sebe. To pač je kar tak tok življenja, ki mu pri klekljanju zelo sledimo. In seveda nas skrbi ta vrzel in pa osip klekljaric v zrelih letih. To pač je življenje, tega ne moremo preprečiti, se pa trudimo, da bi ponujali vedno nove atraktivne vsebine, ki bi pač nove in nove tudi odrasle klekljarice pritegnile. Drugi izziv je pa upad kakovosti izdelovanja oziroma ponudbe klekljane čipke na tržišču. Sicer se je v Idriji ponudba klekljane čipke zadnjih 30 let močno dvignila, ampak če so potrošniki neizobraženi, potem jim zlahka predate tudi slabo izdelano idrijsko čipko ali pa klekljano čipko pod imenom idrijska čipka, ki pa dejansko to ni. In to se tudi dogaja? To se dogaja.
Že pred časom ste napovedali ureditev svoje galerije nasproti čipkarske šole v uglednem lokalu. Je ta zgodba blizu? Zgodba je aktualna, mislim pa, da ni blizu. Terja svoj čas. Terja svoj čas. Ja. Prihaja letošnji festival, ki pa bo pomembno povezan z jubilejem vaše šole. Lahko se pohvalite, da vi, ne vi osebno, ampak vaša šola, otroke poučuje že 150 let. Ja, čipkarska šola v Idriji je bila ustanovljena leta 1876 po dekretu tedanjega cesarsko-kraljevega ministrstva za trgovino na Dunaju. In je najstarejša čipkarska šola, ki od ustanovitve dalje deluje neprekinjeno. Ja, 150 let, lep praznik, velika odgovornost. Prihaja festival idrijske čipke, to je osrednji dogodek. Kako ste vpeti kot šola v to dogajanje? Tako kot običajno ponujamo vsebine oziroma izvajamo vsebine, ki gradijo strokovni program festivala idrijske čipke. To je razstava letošnjega šolskega leta iz programa za otroke in mladino, pa delavnica klekljanja za odrasle, prikaz klekljanja pred čipkarsko šolo, ponudbo učbenikov kakovostnih izdelkov z idrijsko čipko z naše proizvodnje. Letos bo pa še nekaj dodanih vsebin, namreč osrednja festivalska razstava bo posvečena 150-letnici delovanja šole v Idriji. Izvajalec te razstave je Mestni muzej Idrija v sodelovanju z našo šolo, pa z društvi klekljaric idrijske čipke in klekljarskim društvom Marjetica Cerkno. Obletnici pa bo posvečena tudi vsebina letošnje otvoritvene slovesnosti, ki pa smo jo želeli usmeriti ne v preteklost, ampak v prihodnost. Pogled naprej torej. Tako je, pogled naprej. Kateri so datumi letos? Otvoritvena slovesnost in dvig festivalske zastave, kakor tudi otvoritev osrednje razstave, bodo potekali v petek 19. junija. In do nedelje, ko bo tudi tradicionalno tekmovanje mislim, da na Starem placu. No, to sem prej pozabila omeniti, ja. Šola izvaja tudi tradicionalno tekmovanje iz znanja klekljanja za otroke in za odrasle. Metka Fortuna, vodja čipkarske šole Idrija, jaz se vam zahvaljujem za ta pogovor, za obisk v tem studiu in vam želim, da bi zaživela tudi ta projekt evropske zaščite idrijske čipke, da tako tudi v praksi, da bi to zaživelo. Hvala lepa. Vam, spoštovani gledalci in cenjene gledalke, pa hvala za pozornost in seveda srečno.